kulturnik, je zelo pomembna osebnost v slovenski zgodovini, zlasti za koroške Slovenke in Slovence. Bil je tudi soustanovitelj Narodnega sveta koroških Slovencev, takoj po drugi svetovni vojni in ustanovni ravnatelj Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. Zato je logično, da vsakoletno največje priznanje za delo v narodni skupnosti nosi njegovo ime. Na slovesnosti o podelitvi Tišljeve nagrade v Celovcu je bila tudi naša dopisnica Petra Kozg-Namuš. Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru, ki je postala 41. dobitnica Tišlerjeve nagrade, je izobrazila številne generacije mladih. Ob tem pa vse skozi ohranjala jezikovno in narodno identiteto, je med drugim dejal predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. Ker je zdaj tudi šola, ki povezuje tudi Avstrijo in Slovenijo, ker je šola, ki povezuje tako šolarje in jih usposablja za življenje. Šolo je pred več kot 100 leti ustanovil župnik Matej Ražun, njene nosilke pa so slovenske šolske sestre. Iz pogovorov z našimi absolventkami in absolventi vemo, da so dobili ne samo solidno podlago za poklicno življenje, temveč tudi za srce. Tudi njihovi učenci so s to šolo zelo zadovoljni. Zato, ker se res naučiš vseh potrebnih stvari, veliko jezikov, veliko znanja dobiš za, recimo mi sami živimo tukaj ali pa smo v internatu, tako da se sami zrihtamo. Ker v bistvu res te pripravi na življenje, res imaš visoko izobrazbo, se pravi imamo od informatike do kuhanja, do strežbe. V bistvu res nas izuči, se res naučimo že v mladih letih, kako bo potekalo naprej v življenju. Za kulturni program pa je poskrbel zbor Višje šole za gospodarske poklice.